Sem Peter Černe in sem bogoslovec v drugem letniku tukaj v Ljubljani, v semenišču, in hkrati tudi študiram na teološki fakulteti. Zdaj, glede mojega odnosa do spovedi je bilo nekako tako, da dolgo časa nisem niti čisto popolnoma zares razumel, zakaj gre pri bistvu spovedi, kakšno je temeljno sporočilo, kakšen je doprinos, ki ga ima zakrament spovedi za duhovno življenje kristjana, ampak se tudi precej časa nisem niti želel s tem ukvarjati, oziroma je bilo v mojem življenju toliko drugih stvari, ki so to potrebo, da bi spoved odkrival globlje, nekako preglasile. Šlo je predvsem za to, da je bil tempo življenja tako nekako hiter, da nisem uspel zbrati tiste koncentracije, ki je res potrebna za poglobitev v kristjanovo duhovno življenje. Spoved sem dojemal precej plehko, precej površinsko, precej funkcionalistično, recimo v tem smislu, da je moralo v mojem življenju zmeraj vse funkcionirati. In če je v tem našem zunanjem, stvarnem življenju vse funkcioniralo, je moralo enako funkcionirati tudi na področju duhovnega življenja. In tukaj je seveda prišla zelo prav sveta spoved, ker mi je nekako olajšala vest oziroma pohladila moja vest, ko sem čutil čist notranji pritisk, v smislu, zdaj pa res že dolgo nisi bil pri spovedi, zdaj je pa treba res iti. In ta pohladitev vesti, to olajšanje vesti je pripomoglo k tej funkcionalnosti mojega življenja. Se pravi, ta odnos do spovedi je bil zmeraj zelo površinski, zmeraj je šlo za to, da sem čutil, da nisem bil poslušen do nekih pravil, ki so bila od zunaj postavljena, in zato pač moram k spovedi, da bo moje duhovno življenje ponovno v funkciji. Potem so se pa začele stvari nekoliko spreminjati proti koncu mojega študija, ko sem zmeraj bolj intenzivno v sebi odkrival oziroma zaznaval božji klic v duhovništvo, na pot formacije v semenišče. Takrat se mi zdi, da me je Bog kar nekako postavil pred odločitev, da lahko izberem to, kar mi on ponuja, se pravi, da lahko pozitivno odgovorim na njegov klic, ali se pač odločam po svoje. In takoj, ko je prišla neka taka temeljna odločitev v moje življenje, na tak intenziven način, ki je zahtevala moja popolnoma v najbolj temeljnem smislu osebna odločitev, sem začel razmišljati tudi drugače o svojem odnosu do Boga. In sem ugotavljal, da enostavno ni dveh življenj, ni dveh slogov življenja, pri katerih je eden brez Boga in drugi z Bogom, in da jaz v smislu nekako preskakujem konstantno iz enega v drugega, ampak je samo eno samo življenje, znotraj katerega vsak trenutek, tudi najbolj bliskovit trenutek, živim v odnosu z Bogom. In da sem za ta odnos tudi jaz soodgovoren. Ne more moje življenje potekati tako, da se Bog stalno obrača k meni, da me stalno nagovarja, jaz se pa stalno obračam stran oziroma delam stvari po svoje. In ko je vest nekako preveč pekoča, pa vendarle grem k spovedi, ker mi je ta občutek že neprijeten, ali pa ker me k temu prisili dejansko samo tok cerkvenega leta, ki v svetih časih, recimo v božičnem ali postnem času, najbolj priporoča sveto spoved. Ne gre samo za to, ugotavljal sem, da je to preveč površinsko dojemanje in da je moja soodgovornost, da Bogu odgovarjam in da tudi jaz zgradim ta odnos. Zmeraj bolj sem se začel zavedati, kako moj greh temu odnosu škoduje, kako me odvrača stran od Boga, kako se Bogu pravzaprav izneverjam in zlorabljam njegovo zaupanje. In zato je spoved tukaj kot ta možnost, ki mi je dana za popravilo tega odnosa, vsekakor pomembna in nujna. Zmeraj bolj sem začel tudi razumevati, s kakšno ljubeznijo nam je bila spoved dana v možnost, da gre za tak res pravzaprav nerazumljiv izkaz ljubezni v odpuščanju. Razmišljal sem o svojih stvareh, o svojih dejanjih, ki so bila napačna, na kakšen način sem z njimi škodil v odnosu, ki ga imam z Bogom, ampak pri spovedi mi je bilo zmeraj kar nekako vse odpuščeno. In to je bil zame en tak velik, dragocen čudež, za katerega sem se odločil potem, da ga bom vsekakor zmeraj cenil. Spoved me je torej učila, da sem začel resno imeti svoj odnos z Bogom, da moje življenje poteka v tej soodgovornosti za odnos do Boga in da v spovedi prejemam ljubezen in odpuščanje. Vedno mi je pa tudi zelo pomagalo to, da sem
pri spovedi, kot je navadno, ne? Kot je dejstvo, da pri spovedi na glas izrekamo svoje grehe, svoje priznanja in se jih kesamo. To glasno izrekanje je meni zmeraj zelo pomagalo, zato ker sem potem tudi jasno videl, na katerih področjih sem sam osebno šibak. Jasno sem videl, da sem to jaz, ki te stvari izgovarjam, ki se zavedam svojih šibkih področij, ki se zavedam tega, kje ravnam narobe, in to je potem še toliko bolj pomagalo pri motivaciji, da bi se tukaj popravil. Pri spovedi sem zmeraj bolj videl, da sem vsekakor samo šibak pa zmotljiv človek, ki se trudi biti boljši, in prav zaradi tega je tudi zmeraj, ne, kot veleva obred svete spovedi, ko se moli molitev kesanja, je zmeraj bolj v ospredje stopila tista prošnja, ki pravi, da trdno sklenjen, da se bom poboljšal, pomagaj mi s svojo milostjo. Se pravi, da je iz spovedi, iz te izkušnje spovedi in tega odnosa z Bogom išla tudi prošnja za milost oziroma za to moč, za to podporo, da bi se zmeraj trudil biti boljši, da ne bi v svoje grešnosti zapadel nekemu malodušju in popolnoma obupal sam nad sabo, ampak da bi bil zmeraj sposoben videti upanje pa ceniti Božje odpuščanje.